Ponovimo velike tiskane črke slovenske abecede. Pozdravljeni! Spoznali smo zapis vseh velikih tiskanih črk slovenske abecede. 25 jih je bilo. Zanima me, pa verjetno tudi tebe, če vse črke slovenske abecede prepoznaš. Vzami zvezek Lilibine za opismenjevanje in v njem poišči abecedo, ki se skriva na strani 4. Pripravi rumeno, rdečo in zeleno barvico. Poimenuj vsako črko. Če črko hitro prepoznaš, si pri njej nariši zeleno pikico. Če imaš pri priklicu črke nekaj težav, si jo označi z rumeno. Če pa črko s težavo prepoznaš, si pri njej zapiši rdečo pikico. To ti bo na koncu znak, ali si črke abecede dobro zapomnil ali pa imaš pri tem še težave in moraš še veliko vaditi. Če boš opazil, da imaš veliko rdečih pikic, črke abecede vsak dan ponavljaj. Lahko s pomočjo Lilibine delovnega zvezka za opismenjevanje ali pa s pomočjo zvezka abeceda, kjer imaš na začetku lepo prikazane črke in poleg seveda tudi ustrezno sličico na prvo črko, katere zapis imaš tudi pred sabo. V nadaljevanju boš za svoje delo potreboval zvezek abeceda, kajti vanj bomo zapisovali vse črke, ki smo jih do sedaj spoznali. Najprej bomo zapisali prvo črko abecede, to je črka A. Črko A začnemo torej pisati spodaj in naredimo poševno črto navzgor in poševno črto navzdol. Po sredinski črti potegnemo ravno črto. Izberemo in zapišemo eno od besed, ki se začnejo na črko A. Jaz sem izbrala besedo Anica in grem na zapis. Črko B zapišemo tako, da najprej potegnemo ravno črto od zgoraj navzdol. Torej ravna črta od zgoraj navzdol, dvignemo svinčnik in od zgornje črte naredimo trebušček do sredinske črte in trebušček do spodnje črte. Zapišem besedo na B. Sama bom zapisala besedo boben. Ben. Naslednja črka je črka C. Tule najprej naredim nekje od sredine zgornje črte, naredim hribček natančno do zgornje črte in potegnem trebušček do spodnje črte, kjer naredim dolinico. Tako. Sama zapišem besedo copat.
ki se zapiše enako kot črka C, s tem, da ji dodamo strešico, torej od sredine zgornjega polja, torej hribček navzgor, trebušček na levo stran spodaj do linice in rahlo nazaj do sredine in seveda strešica, ki mora imeti 2 enakomerni črtici, ki se ne dotikata spodnjega dela črke. Izbrala sem si besedo črke. Naslednja črka je črka D. Tudi to zapišemo najprej z ravno črto od zgoraj navzdol. Torej potrudim se, da je ta prva črta ravna in da seže do spodnje črte, se vrnem do začetka in naredim enakomeren trebušček, ki ne sme biti ne predebel, ne pretanek, smo se učili. Zapisala bom besedo duda. Da. Naslednja je črka E. Tudi to je osnova ravna črta navzdol. Potem greš lahko, potegneš spodnjo črto navzdol, pa zgornjo in sredinsko. Zaporedje teh črt ni najbolj pomembno, ja? Pomembno je, da je torej pri črki E prva črta ravna od zgoraj navzdol in potem nadaljuješ. In še črka F. Zopet ravna črta navzdol, dvigneš svinčnik, potegneš ravno črto po črti, zgornji črti in potem še sredinsko ravno črto po sredinski črti. Zapisala bom besedo figa. Črko G zapišemo tako, da iz sredinskega prostora naredimo torej hribček, trebušček v levo stran, se dotaknemo spodnje črte, se vračamo do sredinske črte, po kateri naredimo ravno črto proti levi strani. Zapisala bom besedo goba. Črko H zapisujemo tako, da potegnemo ravno črto od zgoraj navzdol, sredinsko črtico, torej vodoravno črto po sredinski črti in nato zopet od zgoraj navzdol ravno navpično črto. Zapisala bom besedo hupa, kot troblja, hupa. Črka I se zapiše od zgornje do spodnje črte z ravno linijo, z ravno navpično črto. Zapisala bom besedo ima.
Črko J zapisujemo z potezo. Pomakneš se malce stran, ker predvidiš prostor za tole spodnjo kljukico. Torej potegneš od zgornje črte ravno črto skoraj do spodaj in nato zaključiš z rahlo dolinico in nadaljuješ v zavojček, ki ga pa ne smeš potegniti previsoko. Ja? Zapisala bom besedo jopa. Črko K zapisujemo tako, da potegnemo ravno črto od zgoraj navzdol, svinčnik dvignemo in najprej zapišemo zgornji del kljunčka do sredine, kljunček se mora dotikati tele navpične črte in nato zapišemo še spodnji del kljunčka, kljunček pa potrudimo se, da je kljunček enakomerno razprt. Zapisala bom besedo kolo. Črko L zapisujemo z navpično črto od zgoraj navzdol do spodnje črte in potem po spodnji črti ravno črto, ki naj ne bo predolga ali prekratka. Zapisala bom besedo lok. Črka M. Črko M zapisujemo tako, da potegnemo navpično črto od zgoraj navzdol, dvignemo svinčnik, gremo na začetek, potegnemo rahlo poševno črto do sredinske črte, poševno črto nazaj do zgornje črte in zopet ravno črto navzdol. Potrudim se, da je tale prva črta kar se da ravno navpična, ker tako rešim izgled oziroma zapis črke M. Zapisali bomo besedo miza. Črko N zapisujemo tako, da najprej naredimo navpično črto navzdol, poševno do spodnje črte in navzgor do zgornje črte zopet navpično. Zapisali bomo besedo noga. Črko O učenci pogosto zapisujete z napačno potezo. Pomembno je, da začneš zapis črke O v sredini zgornjega prostora in narediš hribček do zgornje črte, trebušček, greš v dolinico na spodnji črti in se priključiš začetku. Zapisali bomo besedo okno. Črko P zapisujem tako,
da potegnem najprej ravno črto od zgoraj navzdol, dvignem svinčnik, se vrnem na začetek črte zgoraj in naredim enakomeren trebušček čez zgornjo črto. Zapisala bom besedo pismo. Črko R zapisujemo navpično črto od zgornje do spodnje črte, tudi ta črta naj bo čim bolj ravna, dvigneš pisalo in narediš zgornji trebušček, ki ga potegneš do sredinske črte, potem pa rahlo poševna črta navzven do spodnje črte. Paziš, da sta tale zgornji trebušček in tale zunanja črta enakomerno široka. Zapisala bom besedo raca. Črko S zapisujemo tako, da jo zopet začnemo na sredini tega zgornje črtice, naredimo hribček do zgornje črte, trebušček v levo in proti sredini že zasuk nazaj v desno, naredimo trebušček v desno stran, dolinico in rahlo zavihamo to dolinico dalje. Potrudimo se, da ne zavihamo preveč ali pa mogoče celo kaj zaokrožimo. Zapisala bom besedo sonce. Ko Š zapišemo podobno kot črko S. Torej zopet naredimo hribček in trebušček v levo stran, že se vračamo proti sredinski črti, kjer naredimo zasuk v desno trebušček, dolinico in rahlo navzgor, s tem, da naredimo še strešico. Zopet dve enakomerni krajši črtici, tale strešica ne sme biti prevelika in strešica se ne sme dotikati spodnjega dela črke. Zapisala bom besedo šema, kot pustna šema. Ko se za pusta oblečemo v različne kostime, smo pustne šeme. Črko T zapišemo zopet z ravno črto navzdol. Ker moramo tule pustiti za zgornjo vodoravno črto malo prostora, se zopet malce odmaknemo. Ja? Torej, zapišemo ravno črto od zgoraj navzdol, dvignemo svinčnik in potegnemo ravno črto od leve proti desni. Zapisala bom besedo torta. Črko U
zapišemo tako, da potegnemo ravno črto od zgoraj navzdol, skoraj do spodnje črte, kjer naredimo rahlo dolinico in se zopet za ravno črto vračamo navzgor. Zapisala bom besedo uta. Črko V zapišemo tako, da potegnemo ravno poševno črto od zgornje do spodnje črte in se potem z ravno poševno črto v nasprotno stran vračamo nazaj do zgornje črte. Torej, poševna ravna črta navzdol in poševna ravna črta navzgor. Vmes ne dvigujemo svinčnika. Zapisala bom besedo vrv, torej vrv. Črko Z zapišemo tako, da potegnemo torej ravno črto po zgornji, ravno vodoravno, ki naj ne bo predolga, potegnemo poševno črto do spodnje črte in zopet po črti krajšo vodoravno črto. Pazimo, da sta začetek črke Z in tale konec vodoravne poševne črte usklajena. Prav tako sta usklajena tale dva, vsaj približno. Ja? Zapisala bom besedo Zoja, torej ime Zoja. Črko Ž zapišemo podobno kot črko Z. Torej, ravna vodoravna črta po zgornji črti, poševno gremo do spodnje črte in spodaj zopet ravna črta. Ne pozabiti na strešico. Zapisala bom besedo žaba. Tako, pa smo prišli do konca abecede. Bodi res pozoren, da ko zapisuješ črke, da upoštevaš pravila zapisa posamezne črke. Ko pa zapisuješ besede, upoštevaj to, da so črke v besedi prijateljice in zato so rade skupaj, se rade družijo in med njimi ne sme biti preveliko prostora. Ja? Zaprstek prostora smo se učili je samo med posameznimi besedami, kadar v eno vrstico zapisujemo več besed.